Torej, da bi lahko izboljšali svoje delo, moramo vprašati tudi javnost, kako nas javnost dojema in kje vidi naše slabosti. Lahko rečemo, da policija sodi že tradicionalno v okvir inštitucij, ki imajo zelo ali pa dosti visoko stopnjo zaupanja, kar potrjuje tudi ta raziskava, ki je bila izvedena. Anketiranci so v raziskavi ocenjevali zadovoljstvo in ustreznost nadzora nad policijo, posamične lastnosti slovenske policije, uspešnost po posameznih področjih, lastnosti policije, občutek ogroženosti, pripravljenost posredovanja podatkov policiji, pripravljenost anketirancev za sodelovanje pri določenih ciljev v varnostnih nasvetih in pa sodelovanje policije z lokalnim okoljem. Raziskava je pokazala, da policiji zaupa ali povsem zaupa 48% vprašanih. Zadovoljstvo z delom policije je stabilno oziroma celo nakazuje rahel pozitiven trend. Pri občutku varnosti pa lahko rečemo, da se kar 76% državljanov oziroma anketirancev počuti varno, kar mislim, da je zelo spodbuden rezultat. Ugotovili smo, da je policija pri vseh lastnostih ocenjena razmeroma solidno, torej na lestvici od 1 do 5, se praktično vse ocene nahajajo nekje med 3 in 4, to pomeni, nobena ocena ni izrazito slaba. Še najmanj ugodno je ocenjena učinkovitost, nekaj kot se da videti, torej medtem ko je po drugi strani področje dostopnosti, strokovnosti, zakonitosti ocenjeno zelo visoko. Da se opaziti pri določenih lastnostih sicer za spoznanje slabšo oceno kot leto poprej, medtem ko je recimo ocena objektivnosti, obveščanja javnosti in učinkovitosti porasla, je pri tukaj štirih lastnostih opazen določen upad. Vendar pa je treba seveda ob tem samo dodati, da ti bodisi porasti, bodisi upadi niso nujno direktno odraz dela policije, ampak so lahko tudi na neki način povezani z javno občutljivostjo na določeno vprašanje. Če se recimo v nekem obdobju intenzivne govori naprimer o človekovih pravicah, seveda postanejo na to ljudje bolj občutljivi in lahko seveda dajejo tem primerno strožje ocene, kar je tudi seveda primerno in normalno. Tista področje, ki gre za preprečevanje nečesa, recimo preprečevanje vandalizma, preprečevanje zlorabe drog, so ocenjena, torej so med recimo manj uspešno ocenjenimi, kar je spet nekako razumljivo, kajti preprečevati nekaj je seveda veliko težje, kot pa naprimer preganjati storilce, naprimer. Tako da nekaj čini logično, da je ocena nekoliko nižja. Če pa gledamo sicer premike, pa opazimo, da tista področja, ki so bila recimo ocenjena v letu 2006 slabše, so praviloma kažejo na določen napredek v letu 2007. Mogoče še edino področje, recimo, oziroma področji, recimo, kjer se pokaže recimo nekoliko manj ugoden rezultat glede na leto 2006, sta cestni promet, uveljavljanje pravil, ker je sicer ocena visoka v temu, in pa zagotavljanje vzdrževanje javnega reda. Tisto, kar nekako velja izpostaviti kot področje, ki mu najbrž bi morala policija nameniti po naši oceni večjo pozornost, vprašanje seznanjanja z vsebino in posledice prometnega prekrška. Tukaj se seveda da ugotoviti, da pač v večini primerov policisti ne seznanijo tisti, ki so ustavljeni za prekrška, z vsebino in posledicami. Skratka, torej domnevamo tukaj na to, da seveda najbrž vsebina tukaj je prisotna, ampak policist najbrž pa ni dosleden v tem, da bi pač opozoril, kaj je tisto, kar lahko prekršek povzroči, kakšne so možne posledice, da je policist nekaj malo popridigal, recimo, nekaj vzgajal storilce, recimo. Ta element je tisti, ki je tukaj očitno še bolj malo prisoten, oziroma je prisoten manj, kot bi najbrž policija si želela. Čutka, da ste tole predstavili zelo subjektivno.
ene 6-krat ste omenili, da je šlo, oziroma enkrat ste omenili, da je šlo za nenatančno vprašanje, ko je bil odgovor vam, ko ni bil v prid policiji. Dvakrat ste rekel, da gre za občutek, ki ni povezan z realnim stanjem. In zdaj ste rekel pri 50%, da je bila akcija precej opazna, kar se tiče preventive. Zdaj bi vas pa jaz rada upozorila na realno stanje. Recimo, to so bili vse občutki, ki ste jih ocenjevali, ki so seveda odmik od realnosti. Dobri, slabi, so občutki, seveda, jasno, ja. Seveda. Vemo, da gre za subjektivnost, Vse. ne? Prav, če pa pogledamo statistične podatke, recimo, ki jih imate na vaši spletni strani, bi vas vprašala, kaj se pa da recimo narediti v preiskanosti kaznivih dejanj, v katerih je policija zelo slaba, kaj se da narediti predvsem v deležu odkritosti teh, kjer je policija recimo najslabša. Če ste v tej smeri gledali, pa če lahko te šibkejše točke, ki so bile ocenjene, se pravi odkrivanje korupcije v gospodarski kriminal, še malo pokomentirate. Ja, z veseljem, ali to znam povedal? Ja, zdaj prosim najprej gospoda Makaroviča v okviru te raziskave, kar se tiče raziskavosti kaznivih dejanj, uspešnosti, zakaj policija bi bila boljše, ukrepe, kako bolje, to mislim, da bi še drug naslov, zdaj bi prosil se res gospoda, glede te ankete, same izvedbe in pa njihovih ugotovitev glede te same raziskave. No, hvala za to vprašanje, čisto tehtno, čisto na mestu. Seveda jasno, ne, da pač mi ne moramo priporočiti, kako ne policija bolje preiskuje kazniva dejanja. To ni naše področje, ne ukvarjamo se recimo s kriminologijo, kriminalistiko in tako naprej. Anketa na splošno, seveda, in to, ko gre za dobre in ko gre za slabe stvari. Seveda meri, ko ste pravilno ugotovili, seveda, in tudi sem sam podaril, podobo. Meri seveda tisto, kar ljudje subjektivno zaznavajo, v dobrem in v slabem. Tako da, jasno, vse ocene, tako tiste slabe, kot tiste dobre, so povezane s tem. Jaz sem izpostavil seveda vse, tako dobre kot slabe, tako da če ste videli kaj drugače, ste največ mogoče iskali kaj drugega, oziroma niste pač pozorno poslušali. Največ, ali ste pa iskali, bom rekel, neko vnaprejšnjo podobo, ki naj bi se potrebovala. Tako da v tem smislu, kar zadeva naše raziskave, zelo lepo kaže na vse, pri vseh zadevah tudi kaže na trende, na premike. Jasno pa seveda je, da so eni premiki, bom rekel, taki, da so toliko veliki, da vzgor ali pa navzdol, da so statistično pomembni, spet recimo drugi, so lahko tako neznatni, da so lahko tudi posledica recimo standardne napake. Zdaj me zanima, kako je stala ta raziskava. To bo bolj natančno, mislim, da bo to ministrstvo vedlo, kaj se tako ne spomnim, če te številke. Tudi nekaj uradnikov, ki te stvari točno vedo. Natančno ne vem, mislim, da okoli 8000 evrov. Koliko? 8200 evrov. Z DDV-jem vključenim, mislim, da je vključeno. Sam namen te raziskave je izboljšati delo policije. To je dejstvo. Vsi se tukaj trudimo, da bi z vsemi raziskavami, ki pač jih izvedajo, kdorkoli poskušamo naše delo, se pravi policijsko delo, izboljšati in pa se še bolj približati javnosti in pa ljudem v Sloveniji. To je namen. Prvi namen je seveda izboljšati delo policije, drug namen je objektivno prikazati občutke prebivalcev od delu policije in pa mislim, da to ni stran vržen denar, seveda, če se upoštevajo ta priporočila in pa ugotovitve raziskave. Čisto, meni bi skrbelo, če je bilo policiji vseeno, kaj ljudje ne mislijo. Samo to, kot to pomla. Pa še to, kaj zdaj pa cene, recimo, primerjajte ta strošek z primerljivimi anketami tega obsega in poskusite najti izvajalca, ki za res to ceneje. Sve gre za denar, gre se za to, koliko se potem sploh dela v policiji na podlagi tega. To nas bolj zanima, da se sploh gleda. Ja, če ste pozorno poslušali ugotovitve raziskave, predvsem pri sodelovanju policije z lokalno skupnostjo, kako so ljudje pripravljeni sodelovati. To nam pokaže neko pripravljenost in iz te pripravljenosti lahko sklepamo, da bodo tudi rezultati statistični boljši po posameznih segmentih.